Dobrodošli v Beogradu, v glavnem mestu bivše Jugoslavije, v največjem mestu na Balkanu, silikoni, velike ustnice in ogromno dobre hrane. Dobrodošli v Beogradu, v največjem mestu bivše Jugoslavije, v največjem mestu na Balkanu, kjer je doma 1 400 000 prebivalcev in v mestu, kjer so se, pa dajmo reči, rodili karirasti prti. Mesto, kjer so doma silikoni in velike ustnice, dobra hrana, predvsem zelenjava in mesto, ki ima tako dobro vzdušje, da samo čakaš, kdaj bo juha pred tabo začela peti. Dobrodošli v Beogradu. Umro je drug Tito. Ema je poginula. Srbija. Tu za mano pa večno počiva ključavničar, sin slovenske matere in hrvaškega kmeta, Josip Broz. Tito, naježi se. Čeprav nisi živel v tem času, ampak dobiš nek občutek, da takrat je bilo lepo živeti in pokopanje tukaj v Beogradu, v kuči Cvječa oziroma v hiši Cvetja, tukaj je bila njegova rezidenca. Tukaj je bil na nek način Josip Broz Tito doma. Josip Broz Tito, mislim, da vsi vemo, kdo je eden največjih voditeljev na svetu, sploh v 20. stoletju. In sam je izrazil željo, da si želi biti pokopan tukaj v tem atriju, ker sploh po tem, ko se je ločil od Jovanke, je tukaj rad preživljal, bral knjige in tako naprej. In ko je Tito umrl, so imeli samo nekaj dni časa, da so atrij spremenili v mavzolej, mislim, da se pravilno reče. Jugoslavija je obstala 4. maja leta 1980, ko je Josip Broz Tito umrl pri nas v kliničnem centru. Zdaj dosti ljudi pravi, da je bil Tito avtoritarni diktator, ampak kogarkoli od naših staršev vprašam, kako je bilo v času Josip Broz Tita, mi vsi odgovorijo enako. Imeli smo vse, bilo je fajn. Zdaj, ali je bil Tito kriminalec, ali je bil dober človek, mi tega ne bomo nikoli vedeli. Lahko pa sklepamo po naših starših. In še ena zanimivost, na pogrebu Josip Broz Tita je bilo 700 000 ljudi. Ne vem koliko kraljev, princev iz vseh držav, iz celotnega sveta in Titov pogreb je bil največji pogreb v 20. stoletju. Kakšen vpliv je imel Josip Broz Tito? To njegovo grobnico si je ogledalo že 17 milijonov ljudi. Včasih bi si želel, da živim v času Josip Tita. Umro je drug Tito. To su večera saopštili Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije. Ja, gospod Josip, zajebali smo vse, kar se zajebati da. Prodali smo vse, kar se proda dati. Narod, sploh na Balkanu, je lačen, bo treba priti nazaj. Špekulira se, da Josip Broz Tito sploh ni pokopan tukaj v kuči Cvječa in da naj bi njegovo truplo, oziroma in da naj bi vse prav truplo bilo pokopano nekje drugje na neki drugi tajni točki. Zdaj to so zgolj teorije, ali je res ali ni, mi smrtniki tega ne bomo nikoli vedeli. Poseben občutek, ko si not, no, enostavno ne bi šel ven, tak mir. Mi je bilo pa všeč to, da ni nikjer nobene table, nalepke, oznake, da se ne smeš usesti oziroma stopiti na grob, ker je ljudem jasno, za kakšnega človeka gre. V Ameriki bi verjetno bilo 2 milijona nalepk. No, nič, ena kljukica. Videli smo grob Josip Broz Tita. Zdaj pa imamo goloba. Oblak sivi sakri nebo, crne pice borovo, grmi seva pada gradi, ruši
gnezdo borovo. Tata kaže malom orlu, bit će sine gotovo. Otići će crne ptice, vetro bit će ponovo. Milo moje, Poglej vse te veličastne stolpnice za mano. To je srbski Dubaj oziroma Beograd na vodi. In ta občutek, da si v Dubaju, sploh ni napačen, zato ker ta projekt Beograd na vodi sofinancirajo Združeni Arabski Emirati. Gradi se na polno, razvija se na polno in lepo je, čisto, urejeno in dejansko imaš občutek, da si v nekem tretjem svetu. Tako da jaz mislim, da se bo to zelo širilo, če seveda ne bo vmes kaj propadlo. Tukaj nekje tudi živi razvpiti, kontroverzni, največji balkanski youtuber Baka Prase in živel bi tu. Fajn občutek, prijetno, sploh če imaš globoke žepe. Kako je izašao iz policije, tako me zvao i javio. Nema više naše Adrijane. Ja sam se samo sručio dole, lego na zemlju i pitao sam zašto je, zašto? 3. maj, leto 2023, ko takrat 13-letni Kosta, kot najverjetneje vsak dan, odide v šolo s svojo mamo, vendar ta dan je bil drugačen. S seboj je imel pištolo in v šoli za mano sejal smrt. Ubil je 8 svojih sošolcev, varnostnika in 7 sošolcev ranil. Jaz mislim, da se ta dan ni samo Srbija zavila v črno, ampak celoten Balkan. Šele 13-letni deček, jaz sem pri 13 letih jedel zemljo, tekel po igrišču in igral nogomet. In njegovi sošolci tega ne morejo več. Ne najdeš besed, ki bi sploh opisal, kaj se je tu zgodilo in če se je sposoben fantek. Težko je govoriti o tem. To za mano je vhod v osnovno šolo, ki je trenutno zaprt z nekakšno železno zaveso in celotno pročelje osnovne šole je pokrito s takim platnom in naredili so na novo ta spomenik vsem pokojnim, ki jih je Kosta ubil. In kot pravi tisti transparent, roditelji, pričajte se decu. Ljubavi moja, ja znam da si mlada, da mi se predaš je prerano sada. Znaj da te volim i mislim o nama i molim Boga. Hram Svetog Save. Sveti Sava je bil oziroma je ena najpomembnejših osebnosti za srbsko kulturo in zato tudi taka ogromna in bom rekel arhitektska zver za mano. Srbi temu tudi pravijo srpski Jeruzalem oziroma srpska Haga Sofija. Notranjost je, pa dajmo si to pogledati, kaj vam sploh bluzim, dajmo si pogledati to notranjost. Te kar prime, da bi postal pravoslavac. Wow. Ježim se, nisem verski fanatik, nisem veren, ampak ko stopiš v nekaj takega, wow, bi kar zmolil enega, oče naš, malo bom bolj šepetal. Ta luster za mano, sicer informacija ni uradna, velja za največji luster na svetu in da luster stoji tako, kot stoji, je bilo potrebno kar 500 metrov zlate verige. In marmor, ki vidimo po tleh, naj bi postavljali Slovenci. In dobro ješ, piješ in muzika v živo. To je Beograd. A ne v Celju je ob 19:00 mrtvo kot v Černobilu. To je život. To je Balkan.
noć baš mi ništa ne ide, crno vino naručim, oni belo dovose. Dam njoj pušku u ruku, neće da me ubije, bacim flašu da se... Pravijo, da je smrtni greh oziroma da moraš iti v zapor, če v Beogradu ne probaš ene najbolj znanih srpskih specialitet in to je Karadžordževa šnicla oziroma Karadžordžev zrezek. Dobil je pa ime po Karadžordžu, to je otac moderne Srbije, ki se je boril proti Otomanskemu cesarstvu. Pa dajmo probat. Preden pa urežemo to presočno šniclo, naj vam povem več, kje točno se v Beogradu dobro je. To za mano je boemska četrt Skadarlija. Tukaj so te pristne srpske restauracije z glasbo v živo, z dobro hrano, srpsko hrano in s temi karirastimi prti. Zdaj pa lahko urežemo to šniclo in... kako snemaj, ko steče ven. Tako meni steče. Vedno, ko okušam nekaj dobrega, začnem klet, ujebem ti matere dobro. Kot da bi v ustih zaigral en tak gurmanski kvintet. Ognjemet okusov, ujebem ti matere. Posiljuje moje borbončice, ta Karadžordže. Dober tek. Ko bi rekao čuda da se dese, da mi jaskramo stoje odnese, da ne mogu tebi doći, da ne mogu ulicom ti proći. Cene so, dajmo reći, ne tako kot pri nas, vseeno je ceneje. Midva sva za 2 porciji prave tradicionalne srpske hrane, plus solata, plus veliko pivo in radensko odštela 37 €. Ampak pustimo hrano, pa kako sem se lepo zrihtal, ne? Ne moraš iti v dresu in nekih športnih hlačah, ne greš. Tako lep jest, tako boemsko četrt. Tukaj so bili poeti, glasbeniki, kot je Tomas Zdravković in ostali petičneži, ne? Fajn je. Vidiš, to je promocija vojske, če se že gremo v vojaške države, ne? Ampak ko že govorimo o vojski in vojaške državi in vojni, mimo tega ne moremo iti. To za mano je generalštab in te ruševine so posledica bombardiranja iz leta 1999. Takrat je NATO zaradi konflikta Srbije in Kosova bombardiral takrat še, dajmo reči, drugo verzijo Jugoslavije. 3 mesece je NATO konstantno bombardiral Jugoslavijo. NATO velja za organizacijo, katera brani. Tukaj je NATO napadel in NATO je napadel kljub temu, da Združeni narodi tega sploh niso odobrili. NATO je takrat v 3 mesecih na Jugoslavijo odvrgel okoli 420 000 bomb. Umrlo je uradno okoli 500 civilistov, ampak Srbi pravijo, da okoli 2000 civilistov je umrlo in okoli 2000 ali 3000 vojakov. NATO je bombardiral vse. Ne samo vojne objekte, bombardirajo tudi bolnišnice, radio in televizijo in ostale objekte, kjer so bili civilisti. Zbombardirajo tudi vlak, na katerem je umrlo 10 civilistov in NATO, zlobni kot so želeli to prikriti, češ, da se je vlak prehitro premikal in zato so ga bombardirali. Kasneje so ugotovili na sodišču, da so posnetek pohitreli. Odgovarjal za to ni nihče. Umrlo je tudi seveda nekaj otrok, tako da NATO je eno veliko zlo, ki je prelil ogromno krvi, ne samo na Balkanu, tudi po svetu. In ta generalštab je še dan danes v, bom rekel, kot je bil leta 1999. Ne bom pozabil, takrat sem bil 9 let star in ostanem in pravi foter Jan, Srbijo so napadli, pizdarja bo. 3 mesece konstantnega bombardiranja. Ampak o vojni v Kosovu in Srbiji bom pa povedal več, ko bom na Kosovo. V Kosovu. Ampak nisem vedel, da generalštaba ne smem snemati. Sicer je prišel do mene zelo prijazen vojak in me upozoril, da šta snimimo to, šta radimo to. Sem pač povedal, da gre za YouTube, da govorim, kaj je NATO delal.
In je rekel, dobro, nema veze, šta ste snimili, to je to, nemojte više snimiti. Ampak zelo prijazen, se mi je to dopadlo. In mi ni me sploh vprašal, naj mu pokažem, jaz sem bil že zelo mogel vse zbrisati, ni ga sploh zanimalo kaj. On je rekel, to, kar si posnel, to je to. Sem mislil, da bodo bolj, gledam to, da so taka vojaška država. Pa nič, zelo prijazen. To, ker imam prijazen obraz, ne, pa privlačen, prijazni ljudi. Živi sa milion žena, meni treba jedna noća stvorena za dvoje. Beograd nas vidi, ako da nikog nema, kada ove usne moje ljube samo tvoje, druge ne postoje. Nahajam se pa v muzeju enega največjih umov v zgodovini človeštva. In to je v muzeju gospoda Nikole Tesle. Najbolj fascinantno od vsega tega je to, da si ga Hrvati kot Srbi trgajo kot hijene. Vsak si ga želi zase. Ampak v resnici, kaj pa je Nikola Tesla? Hrvat ali Srb? A najbolj od vsega sem si želel videti njegovo žaro. To je ta velika mistična krogla, v kateri naj bi bil pepel Nikole Tesle. Za Nikolo Teslo pravijo, da je bil velik ekscentrik. Zaljubljen naj bi bil celo v goloba. A najbolj od vsega mi je bila všeč njegova ideja o brezplačni elektriki, ki nažalost nikoli ni padla na plodna tla. Obstajajo tudi zapisi, kjer je povedal, da je ponosen Srb, da se rad vrača, ne vem, nič. Nikola Tesla se je rodil v vasi Smiljan, to je danes Hrvaška, ampak v tistih časih je bila to Avstro-Ogrska. In prav tako v tistih časih na rojstnem listu ni pisalo narodnosti. Rodil se pa je v pravoslavni srbski družini. Njegov oče je bil pravoslavni duhovnik in zato se Hrvati kot Srbi kregajo, kaj je Nikola Tesla bil. Ampak obstaja več dokazov, da je Nikola Tesla Srb kot Hrvat. Zato je tudi muzej tukaj v Beogradu. Se pa pogovarjajo, kam bi premestili njegovo žaro, da bi jo dali v cerkev oziroma v hram Svete Save. Zaenkrat je njegova žara v muzeju. In medtem, ko se sprehajam po Beogradu in z očmi snajpam, kaj vse bi ujel v svoj objektiv, mi v oči pade ena prav posebna zgradba. In to je hotel Moskva. Gre za definitivno najbolj znan hotel v Beogradu. Zgrajen je bil v času Ruskega imperija, znan je po zanimivi arhitekturi in še bolj po tem, da je v njem prespalo na stotine znanih osebnosti, kot so Brad Pitt, Albert Einstein, Robert De Niro, kupenih vplivnih politikov tistega časa kot današnjega. To je šajkača, to je... Mislim, da so imeli vojaki, zdaj na Googlu piše del narodni ponos, simbol, ne, ampak to so bolj imeli vojaki. V Albaniji sem si kupil škaleše, to je šajkača. Evo, ščeleš, evo, to je šajkača. Sem, sprejemam, evo, puška, to je to. Mi paše, ne vem zakaj, ampak imam rad te vojne rekvizite. To gre na polico in to je to. 10 €. Srbija.